No, vojna na Bližnjem vzhodu zdaj sega tudi na bojišče med Rusijo in Ukrajino. Iran zdaj grozi Ukrajini po smrtonosnem napadu v Kaspijskem morju, ki je ključna trgovska pot med Iranom in Rusijo. Teheran pravi, da je Ukrajina napadla trgovsko ladjo, ki je prevažala železo v Iran, pri čemer je bil ubit en mornar, 3 člani posadke pa so bili ranjeni. Toda Kijev pravi, da je napadel plovila, ki so prevažala iranski vojaški tovor v Rusijo ter rusko vojno ladjo. Zdaj iranski uradniki opozarjajo, da bo Ukrajina plačala ceno, s čimer se odpira še ena nevarna fronta med obema vojnama. Za več o tem se nam zdaj pridružuje Katerina Lisunova, ukrajinska novinarka in medijska svetovalka pri organizaciji Ransom for Ukraine. Katerina, najlepša hvala, da ste danes z nami na i24 News. Povedala bom, Iran pravi, da je bila to tovorna ladja, ki je prevažala železo. Ukrajina pravi, da je prevažala iranski vojaški tovor v Rusijo. Kaj pravzaprav vemo o tej ladji? Kako to, da so celo različne izjave o tem, v katero smer je ladja potovala? Najprej hvala, da ste me povabili, Nikol. Lepo je biti tukaj v živo z vašo publiko. Če se vrnem k vašemu vprašanju, iskreno, objektivno, kot novinarka, vaše ugibanje bo v tem primeru enako dobro kot moje, ker bi morala biti v takšni situaciji izvedena mednarodna preiskava. Moral bi obstajati mednarodni, nepristranski in neopleteni organ, ta tretja stran, ki bo to preiskovala. Ta tretji organ bi lahko bile Združeni narodi ali katerikoli drug organ, ki bi lahko trdil, da je sposoben objektivno in neodvisno preiskati ta primer. Pobuda za to preiskavo bi morala priti od ene od strani. In če Iran trdi, da ni bila vključena nobena vojska, je bilo to ladja je bila. Ni prevažala nobenega orožja v Rusijo in se je premikala v drugo smer, kot sta trdila Ukrajina in Kijev. V tem primeru bi lahko bil Iran tista stran, ki bi lahko zahtevala to neodvisno preiskavo. Ker tega ne počnejo, je veliko vprašanje, ali so njihove informacije objektivne. Prav tako se lahko sklicujemo na zgodovino. Vemo, da niti Iran, niti Rusija nikoli nista bila znana po tem, da bi dovolila neodvisnim organom preiskovati kakršenkoli primer ali da bi v takih primerih sodelovali neodvisni preiskovalci. Torej, to je še eno veliko vprašanje, ali bodo sploh kdaj pripravljeni narediti kaj takega, da bi mi in naši gledalci izvedeli resnico, kdo je bil dejansko na tej ladji in kaj je ta ladja prevažala. Hkrati Iran v tem primeru ne more objektivno trditi, da je neodvisna stran ali tretja stran, saj je že znano, da je Iran od začetka velike invazije podpiral Rusijo. Iran je zagotovil drone Šahid in tehnologijo za drone Šahid, ki trenutno podnevi in po noči nenehno napadajo civilne cilje v Ukrajini. Enako velja za Rusijo. Po informacijah ameriške obveščevalne službe in številnih drugih neodvisnih virov, Iranu zagotavlja obveščevalne podatke. Informacije o ameriških lokacijah, ameriških vojakov ali položajih, ki so Iranu pomagali ciljati na Američane. Torej, Iran objektivno ne more trditi, da je neodvisen ali tretja stran v tem primeru. Ali je bila ta ladja posebej povezana s kakršnimkoli vojaškim ciljem, kakršnimikoli vojaškimi dejanji, ki bi jih morala preiskati neodvisna tretja stran? In če Iran ne zahteva takšne preiskave, se pojavlja veliko vprašanje objektivnosti teh informacij. No, hkrati Iran trdi, da to ne more ostati brez odgovora. Toda kako bi lahko povračilni ukrepi proti Ukrajini v resnici izgledali? To je dobro vprašanje. Saj so bili vključeni od samega začetka in so naredili veliko za Rusijo, da bi pomagali napasti Ukrajino in da bi Ukrajina premagala to obsežno invazijo. In trenutno se soočamo z nečim, kar ljudje pogosto ponavljajo, da se soočamo z vojno, ki je Rusija ne more dobiti že 5 let, že 5. leto zapored. Kljub temu, da so trdili, da jo bodo končali v 4 dneh. Torej, če bi prišlo do kakršnegakoli napada ali tako imenovanega povračilnega ukrepa, ker v resnici ne moremo objektivno uporabiti te besede kot povračilo strani Irana, veliko vprašanje je, česa so sploh sposobni storiti, saj so bili že zelo vpleteni. Poleg tega tudi sami trenutno niso v najboljši situaciji. Torej, če bi bili vpleteni, če bi si odprli še eno fronto, bi to lahko najprej ogrozilo njih same. Kaj pa sporočilo, ki bi ga to lahko poslalo Združenim državam Amerike, Katerina?
Kot zavezniki NATO so bili precej zadržani pri vojaški pomoči predsedniku Trumpu proti Iranu. Bi lahko Ukrajina to uporabila kot pogajalski adut? Pomagali vam bomo z Iranom, če nam boste pomagali z Rusijo. Ukrajina pravzaprav že pomaga, Združene države že pomagajo zaveznikom. In veste za dogovore o brezpilotnih letalih, ki so jih že sklenili z mnogimi državami Bližnjega vzhoda, ki trenutno poskušajo nekaj storiti glede iranskih dejavnosti s to vojno, ki se dogaja prav zdaj. Torej, Ukrajina že pomaga in je bila vedno pripravljena pomagati. Kar pa trenutna situacija dejansko kaže, je tudi, še enkrat, primer, da je ukrajinska tehnologija, še posebej na področju bojevanja z brezpilotniki, je tako zelo razvita, da ni več varnega kraja za nobeno dejavnost, ki bi jo Ukrajina lahko zaznala kot vojaško ukrepitev z Rusijo. To samo kaže na zmogljivosti, ki jih lahko Ukrajina ponudi. In vprašanje je samo za zaveznike, koliko bodo to izkoristili, koliko bodo v to investirali. A to je še en primer zmogljivosti Ukrajine, ki smo jih že videli in jih Ukrajina lahko uporabi. Bo Ukrajina to ponovno rekla? To je vprašanje, ker je to že bilo povedano. To je že nekaj, kar se dogaja. V redu, Katarina Listonova, odličen vpogled v to, kar se trenutno dogaja v in okoli Kaspijskega morja. Hvala, da ste bili z nami na i24 News. Hvala, da ste me povabili.